poslušalke, spoštovani gledalci, toplo vas pozdravljam. Študenti Teološke fakultete so po večini kriterijev najbolj zadovoljni študentje Univerze v Ljubljani, tako pravi raziskava. Danes pa bomo spoznali študij teologije na Teološki fakulteti v Ljubljani in enoti v Mariboru. In zato ob sebi v studiu lepo pozdravljam dekana Teološke fakultete v Ljubljani, profesorja, doktorja Roberta Petkovška. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Tako, in prodekana, izrednega profesorja, tudi torej na enoti v Mariboru, doktorja Stanislava Slatineka. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, študij na Teološki fakulteti pomeni za marsikoga en izziv, za nekoga morda iskanje ene duhovne poti, morda iskanje samega sebe, pa vendar kako vi kot dekan, kot prodekan, gledate na to vaše poslanstvo? Pa bi lepo prosila vas prvo, gospod Petkovšek. Ja, ko hodimo naokrog po raznih fakultetah, ko se dekani srečujemo, nam drugi z veseljem pokažejo recimo na kakšni športni fakulteti svoje telovadnice, pripomočke, kjer telovadijo, na tehničnih fakultetah svoje laboratorije. Mi vsega tega nimamo. Ob vstopu na fakulteto imamo na desni strani kapelo, ki sodi k fakulteti. In ko razmišljam, kaj lahko mi pokažemo drugim, mislim, da je naš kapital, osnovni kapital so naši študentje, ki jih jaz prepoznavam kot mlade ljudi ali pa vedno bolj tudi nekoliko starejše, zrelejše ljudi, ki prihajajo na našo fakulteto z enim velikim idealizmom, da bi pri nas dobili neka znanja, spoznanja, tudi da bi se skozi ta spoznanja in študij sami v sebi pripravili, tudi spremenili, zoreli, notranje rasli in se na ta način usposobili za tisto poklicanost, ki jo čutijo v sebi. To pa je predvsem poklicanost za delo z ljudmi, med ljudmi. Tako da moram reči, da je to nek biser, ki se ga naša fakulteta zaveda, zato morda tudi ta podatek, ki ste ga omenili iz anket med študenti. Naši študentje so v resnici povprečno gledano na univerzi zelo zadovoljni študijem, zato ker vejo, po kaj pridejo na našo fakulteto. Moram reči, če bi jaz bil laik, ne vem, če bi se tako odločil, ker zato moraš imeti veliko poguma in moraš imeti močne cilje pred sabo, vedeti, kaj hočeš doseči, da se odločiš za ta študij. Ampak potem pa mislim, iz tega tudi prihajajo naši diplomanti, ki jih tudi v družbi prepoznavamo kot ljudi, ki družbo spreminjajo, preobračajo. Če samo pomislimo na naše slovenske misionarje, bodi si redovnice, redovnike, duhovnike ali pa tudi laike, koliko ti ljudje v svetovih, ki kličejo po pomoči, resnično naredijo. Gospod Slatinek, vi ste torej predstojnik enote v Mariboru. Kako pa vi gledate na vašo vlogo kot prodekan, kot vlogo fakultete, Teološke fakultete v Mariboru? No, vsekakor misel, ki jo je razvil gospod dekan, tudi mi podpiramo v polnosti. Jaz sem zelo mlad prodekan, komaj sem nastopil službo prve 3 mesece, tako da se bolj oziram v preteklost po lepih sledovih mojih predhodnikov in vidim, da je delo, ki je bilo tukaj snovano skozi desetletja, rodilo lepe sadove in prav to idejo, ki jo pravi gospod dekan, da bi približali študij čim širšemu krogu študentov, študentk, to je tudi naš interes. In si zelo prizadevamo, da bi bili prepoznavni za ta vzhodni del Slovenije, da bi pridobili čim več mladih kadrov, tako nadebudnih fantov kot deklet, ki bi se potem hoteli oplemenititi s teološkim študijem in ga potem nadgraditi v življenju, kjerkoli pač bodo zaposleni.
Zdaj, ko smo ravno pri tej zgodovini, če malce pogledamo zgodovinski okvir, vemo, Teološka fakulteta je v Sloveniji imela zelo pomembno vlogo v zgodovini. Torej, gospod Petkovšek, kako bi opredelili to vlogo, kar se tiče ljubljanske fakultete? Lansko leto, leta 2018, smo v Mariboru praznovali 50-letnico oddelka Teološke fakultete v Mariboru, ki pa sega še dlje nazaj, bo gospod profesor Slatinek o tem, kaj je verjetno povedal. Sicer pa teološki študij na slovenskih tleh sega dolgo nazaj. Vse v leto 1619, se pravi, da letos se spominjamo 400 let, ko so se v Ljubljani pri jezuitih, ko se je začel pouk teologije, za katerega lahko rečemo, da je že bil izveden na visokošolski način. Če pa pogledamo v enciklopedijo Britannico, je pa tam celo zapisana letnica 1595, začetek Univerze v Ljubljani, in potem je pripisano, naknadno pa je bila ponovno odprta univerza leta 1912. No, nekako takrat so jezuiti prišli svojim licejem 1595, ne? In iz tega liceja se je potem tudi razvilo to, kar se začne 1619. Ta način visokošolskega poučevanja, disputacij, in takrat so prve te, kot pravimo, disputacije iz moralne teologije jih zaznamo in se sklicujemo na to kot začetke visokošolskega študija, ki so se potem postopoma razvijali v okviru tega jezuitskega kolegija, in leta 1704 znotraj jezuitskega kolegija že imajo program filozofije v celoti, ki je povsem primerljiv s programi filozofije, recimo v Gradcu je bil tudi tak kolegij. In kar je še bolj zanimivo, iz tega študija filozofije se postopoma v nekaj desetletjih, tja do 17, torej 60-70, razvija tudi že mehanika, ki jo je poučeval znameniti jezuit Gruber, pozneje tudi jezuitski general v času, ko so na zahodu jezuitski red ukinili, ostali so v Rusiji, in tam je naš Gruber, torej po rodu sicer z Dunaja, vodil jezuitski red. Se pravi, da iz tega študija, ki se začne iz čiste teologije, pa potem gre v smer filozofije, se odpre še širše v samo tehniko. No, potem seveda imamo čas ilirskih provinc, kjer naše visokošolstvo dobi tudi pravico podeljevanja akademskih naslovov, in takrat res lahko govorimo od 1809 do 13, da to pa je že bila prava univerza tudi, ne samo visokošolstvo, ampak univerza, ker univerza se nekako odlikuje po tem, da ima pravico podeljevanja teh akademskih naslovov. In od tam naprej so se te pobude še širile vse do leta 1919, ko je bila Teološka fakulteta med soustanoviteljicami Univerze v Ljubljani skupaj s pravno, filozofsko in tehnično fakulteto, in pa polovico medicinske tudi bilo zraven. Tukaj so imeli teologi, so kar hitro začeli svojo fakulteto znotraj univerze, zato ker so imeli za to že usposobljen kader, kar pa je bilo tudi pomembno pri naših teologih. Oni so vztrajali, da mi moramo imeti svojo univerzo, ker so bili nekateri mnenja, da naši ljudje, da se lahko usposabljajo na zagrebški, takrat že ustanovljeni univerzi. No in potem je seveda bila Teološka fakulteta tvorna članica Ljubljanske univerze vse do leta 1949, ko je bila izključena iz univerze, leta 1952 pa tudi iz javnega prostora, torej umaknjena je bila v privatno sfero, na dan, ki sicer ne obstaja, 31. junij leta 1952, je dokument podpisan.
Vse do leta 1991, ko je bila teološka fakulteta zopet sprejeta v Univerzo v Ljubljani in med kolegi jaz danes zaznavam, da nas cenijo, da se mi to zdi nekaj normalnega, da je znotraj akademskega univerzitetnega sveta navzoča tudi teologija. Kaj pa to pomeni za naš prostor? Če imamo danes v Ljubljani, v Mariboru, v Kopru dobre univerze, ljudi, ki znajo razmišljati, ki vejo, kaj je to ena univerzitetna kultura, to ne pade iz zraka od danes do jutri, ampak je potrebna neka priprava. Ne? In tukaj imamo res v ozadju na naših tleh 400-letno nekakšno pripravo ljudi, ki so se izobraževali zunaj, ki so tukaj poučevali, ki so ustvarjali neke akademske standarde, tako da se je skozi to na našem ozemlju ustvarila neka kultura, od kjer naprej je potem tudi so naše univerze, bodi si v Ljubljani 1919, v Mariboru 1958, če se ne motim, kasneje še v Kopru, skratka iz tega ven so išle. Brez tega ozadja danes ne bi imeli tako uspešnih univerz in te univerzitetne kulture. Če mogoče še to dodam, ko smo pred leti imeli en simpozij o Franu Kovačiču, filozofu z Maribora in zgodovinarju, ki je tukaj predaval, je človek, smo udeleženci tega simpozija samo občudovali. Več kot 100 let nazaj, s kakšno preciznostjo, s kakšno natančnostjo, s kakšno široko kulturo je ustvarjal svoja dela. In če tega ne bi imeli, skratka, ta dela so učila naše ljudi razmišljati, so širila kultura, so širila duha. Na naši televiziji smo imeli priložnost videti tudi proslavo, oziroma torej ob 50-letnici slovesnost. Verjamem, da smo to večkrat predvajali. Kaj pa 50 let v Mariboru? Torej, kot prodekan enote Teološke fakultete v Mariboru moram reči, da sem zelo ponosen na zgodovino teološkega študija. Lahko bi tako rekel, da je zgodovina teološkega študija v Mariboru skoraj nekako razdeljena na 3 obdobja. Najstarejše obdobje je torej Slomškovo, torej, ko je on prenesel sedež škofije v Maribor leta 1859, s tem on postavi, zažene tudi visokošolski bogoslovni študij. To je eno obdobje, potem pa se začne enota. Enota recimo Teološke fakultete, ko je mariborski škof Držečnik leta 1968 zopet odprl. Vojna je bila vmes, se je študij malo prekinil in je potem on zopet odprl in s tem dal, bi rekel, možnost, da se teologija študira tudi pri nas. Potem je pa še tretje, zadnje obdobje, najbolj tako bi rekel skoraj rodovitno, je pa 2000, zdaj kolikor se spomnim, pravzaprav 1993, takrat je bilo najbolj tako rodovitno obdobje. Zanimivo, po osamosvojitvi, čas, po osamosvojitvi, No, in če gledam malo celotno zgodovino, bi lahko rekel, da ko gledamo recimo, kakšni so bili vpisi, vidimo recimo čisto na začetku, je dejansko teološki študij bil bolj za duhovniške kandidate. S tem, ko je enota nastopila, enota Teološke fakultete, najprej oddelek, potem pa enota, s tem se je pa recimo v času škofa Držečnika se je pa odprlo tudi za laike. In opazimo recimo, da so se 1968-69 prvi laiki vpisali v Mariboru. Predtem sploh... Prej so bili samo duhovniški kandidati. Seveda, zgodovina recimo pokaže, da je 1925 je študiral tudi Kocbek v Mariboru, 2-letnika. Ampak on je dobro, on je potem bil najprej verjetno duhovniški kandidat, potem pa vemo njegovo pot, da je bil tako tudi znan kulturni delavec, politik.
Seveda prej ni bila, bi rekel, teologija verjetno tako odprta za laike, ampak kasneje, od leta 1968 naprej, pa se vidi ta, bi rekel, vrata so se odprla, začelo se je zanimanje, ne, malo širše. In morda, tako kot vidimo, recimo danes recimo upokojenim nadškofom Turnškom sva bila recimo leta 1993, ne, ravno nastavljena v vodstvo bogoslovja in takrat se je v Mariboru upisalo recimo 60 študentov v prvi letnik, ker takrat je postala teologija v celoti, ne, torej celoten teološki študij 6-letni, ne. In takrat je bilo torej neko čudovito obdobje, ne, ko so tudi mnogi fantje in dekleta imeli občutek, ne, da jim bo teološki študij lahko odprl vrata v svet. No, ko govorimo ravno o tem, gospod dekan Petkovšek, doktor Petkovšek, nekako vedno bolj sedaj postaja tudi mnenje med Slovenci takšno, da teološka fakulteta ni namenjena, kot smo že prej govorili, samo za duhovniške in redovniške poklice, vendar je odprta vsem. Kakšno je stanje danes, če morda pogledamo malce procentualno? Vemo tudi, da v Sloveniji duhovniški poklici upadajo, ne, da ni več toliko poklicanih, ne, pa vendar, če pogledamo trenutno, kakšno je stanje? Če se smem samo nekoliko še vrniti na profesorja Slatineka, ne, in na Maribor. Ja. Že omenjeni zgodovinar in filozof Frank Kovačič je imel med svojimi študenti, omenil si Kolzbeka, imel pa je tudi Franca Webra, to je poleg Aleša Ušeničnika. Pred drugo svetovno vojno smo imeli dva velika filozofska uma, to je bil iz Poljanske doline Aleš Ušeničnik, filozof, ki je deloval na teološki fakulteti. Tukaj v Mariboru pa je začel France Weber, ki je potem doštudiral zelo uspešno v Gradcu in postal profesor filozofije na ljubljanski filozofski fakulteti. In te dva sta ustvarjala filozofijo pred vojno, tudi postala potem akademika ob nastanku Slovenske akademije pred vojno, mislim, da leta 39 ali 38. Sta pa oba skupaj še z 3 ali 2 drugoma pitamicami in še enim so jih izključili iz akademije po vojni, tako da naprimer Aleš Ušeničnik se je upokojil, France Weber pa je potem deloval in si denar služil, življenje služil tudi s tem, da je lektoriral v kasnejših letih Družino. Časopis Družino, torej ta velika vloga pri ustvarjanju tega našega kulturnega, intelektualnega sveta. Verjetno sta te dva misleca danes še v našem prostoru miselno, filozofsko nepresežena. Kar pa zadeva samih začetkov v tistih letih 93, takrat so se kazale neke možnosti, da bi tudi v šolah lahko kaj govorili o religijah, o verstvih. Do tega potem ni prišlo, tako da ves tist velik potencial mladih ljudi, ki so v teologiji videli eno možnost, da bodo nekaj dobrega prinesli, jih je naša družba pustila nekako na cedilu in te možnosti ni dala. In žal prav pred dnevi so imeli v parlamentu na odboru za šolstvo neko debato, kjer je ena od levih strank očitala teološki fakulteti, da vzgaja duhovnike, ki bodo evangelizirali svet. Kakor da bi to bilo neko kriminalno dejanje, pa vendarle se iz evangelizacije na zahodni svet nastal. Kaj pa je evangelizacija? To je prinašanje evangeljskega duha, to je govoriti o usmiljenem Samarjanu, o Jezusu Kristusu, ki s križa odpušča, to je govoriti o blagrih. Ja, kaj pa je tukaj narobe? To je, bi rekel, evangelij je duh, ki je nekako najbolj človeški in jaz mislim, da mnogi mladi to razumejo in mi tudi učitelji na teološki fakulteti se tega zavedamo in imamo to, ne bi rekel, da imamo kakšen kompleks, nasprotno, jaz sem ponosen na to, da imam to možnost, da govorim o evangeliju in ne samo o kakšnih
filozofih 19. 20. stoletja ali pa tudi o antičnih so bili veliki ljudje, ampak evangeljski duh je pa tisti, ki gre do konca v človečnosti. Kar pa zadeva današnjih razmer, potrebe so seveda drugačne. Kliče se ne zgolj po čisti teologiji, čeprav je tudi čista teologija zelo pomembna, ker uči misliti, ker uči jasne pojme, a ne? Mi se zavedamo, da brez ene pojmovne jasnosti, doktrinalne jasnosti, potem tudi ne moreš svobodno delovati. Medtem, ko gre morda današnji svet bolj v drugo smer, bolj, ko so stvari nejasne, skeptične, dvomljive nekako, bolj se zdi, kot da je to koristno, pa ni res. Ne? To vedno večjo zmešnjavo prinaša. Pač pa na fakulteti veliko razmišljamo, kako bi našo teologijo prevajali tudi v programe, s katerimi bi lahko prišli bliže ljudem, zato da bi jim bolj služili ljudem. In tako imamo na fakulteti že zelo uspešen program zakonskih in družinskih študijev, za katerega je veliko povpraševanja in v Mariboru in v Ljubljani. Imamo potem tudi izpopolnjevalni program za duhovnost, pa za neko vrsto pedagogike, ki pravimo gestalt pedagogika ali celovita pedagogika, se pravi pedagogika, ki človeka gleda v njegovi celoti. Potem imamo tudi program za pripravo duhovniških kandidatov, eno leto pastoralno izpopolnjevanje. To so ti programi, mislim, da nisem nobenega pozabil, ne? Skratka, ti programi že kažejo, ne, da hočemo to čisto teološko znanje prevajati tudi v ene take čisto konkretne prijeme, ki bi uporabnikom oziroma tem, ki s tem delajo, in pa ljudem kot uporabnikom evangeljskega duha omogočili čim bolj živeti. Imamo pa potem tudi še program, naprimer magistrski religologije in etike, torej študij ne samo krščanstva, ampak tudi drugih verstev, vključno z etiko, po katerem kliče naš čas, in tudi za ta program je zanimanje. Zlasti bi rekel etika dansa, ne, ko veliko je govora o etiki, potrebe so velike, nimamo pa enih centrov, ki bi o tem govorili, učili. Mi etiko ponujamo skozi filozofsko perspektivo, pa tudi skozi to, kakšno etiko učijo različna verstva, ali krščanstvo, islam, judovstvo ali vzhodna verstva. Tako da poskušamo res čim bolj celovito, bogato predstaviti to modrost, starodavne modrosti in pa etične drže človeštva. No, morda samo nekaj besed o teološkem študiju v Mariboru, ne, da tako kakor v Ljubljani na matični fakulteti, ne, tudi na enoti, teološki študij je ena perspektiva, jo vidimo, ne, jo zelo močno priporočamo. Naš temeljni študij zdaj od leta 2013 je teološki in religijski študij. To je ta bolonski študij teologije 3 leta, ki je nekako osnovni teološki format, ki da mlademu človeku neko osnovno teološko izobrazbo, ki jo pa lahko potem nadgradi na drugi stopni, bodisi pri nas ali pa zunaj. Seveda, naša temeljna misel je vedno, kako ponuditi neke nove opcije, ne? Kako iskati neke možnosti, ki bodo ta osnovni teološki študij naredile privlačen, ker bodo pokazale eno perspektivo, prihodnost. Ne? In zato skušamo razviti neke nove modele, ne? Neke module, ki bi bili zanimivi, tako kot je gospod dekan že omenil, da
so razne oblike izpopolnjevanja, ne? Študij izpopolnjevanja, ki da neko praktično sposobnost, ne? Ker danes, ko gledamo še posebej v družbi, ne, se velikokrat oglašajo strokovnjaki, ki rečejo, mladi so izobraženi, nimajo pa delovnih izkušenj. Ja, in jim zato potem tudi poklica ne nudijo. Ne, to je tudi za nas velik izziv. Ne? Zato želimo, da bi tudi teolog ne bil samo nekako usposobljen teoretično, ne? Ampak da bi mu ponudili tudi neke praktične izkušnje, da jih bo potem lahko prinesel bodisi v gospodarstvo, v politiko, v socialo. In to so zdaj nekatere oblike, ki jih snujemo, in ena od teh, a ne, gospod dekan, je pač karitativno delo. Ki ga izvajate tudi. Ki ga že izvajamo in želimo ga sedaj tudi ponuditi mladim študentom v prihodnem akademskem letu. Zdaj, govorili smo prej tudi malce o tujini in kako pomembno je ta misel, to teološko misel, filozofsko misel, torej tudi iskati pogled preko svojih meja, preko meja Slovenije. Ne? Vaša fakulteta se povezuje tudi z ostalimi, predvidevam, ne? Tudi imate programe, kot so Erasmus in vse. Kaj nudite na tem področju in v katero smer stopa fakulteta na področju? Ja, mi smo ponosni, da je teologija bil bolonjski študij veliko pred bolonjsko reformo. Ker bolonjska reforma, za katero so pogodbo oziroma ta podpise dali ob 900-letnici prve univerze v Boloniji, se pravi 1988 v Boloniji, namen je bil narediti pretočnost, čim večjo prehodnost in študentov in profesorjev, ker prej, če so ljudje, profesori ali študenti hoteli iti študirati, predavati na kakšno drugo univerzo, se je že zastavilo vprašanje, kaj ima na prvi, torej na matični fakulteti narejenega, kaj ne, kaj je skladno, kaj ni. In bolonjska reforma poskuša to nekako sinhronizirati, urediti, da dobiš nek list doma, prideš na drugo univerzo s tem listom in je že vse jasno, koliko ti lahko tam priznajo, koliko ne. No, ampak teološki študij je pa takšen, tako organiziran že vse od konca 16. stoletja, torej konca 15. stoletja, 1580 po Tridentinskem koncilu, se že začne na področju teologije program nekako usklajevati na različnih, torej v različnih krajih, na različnih fakultetah, da bi bilo to enotno, in to je potem omogočilo našim ljudem, da so hodili študirati naokrog v Nemčijo, v Padovo, na Češko in podobno, tako tudi študenti. In tudi naši predhodniki v 20. stoletju, naprimer kot profesor Janžekovič, ki je študiral v enem glavnem filozofskih središč na Katoliškem inštitutu v Parizu, ali pa profesor Trstenjak v Innsbrucku in potem v Milanu in še mnogi drugi, res v teh svetovnih centrih, tako da je našo teologijo, lahko rečemo, bila vedno na enem križišču svetovnih mišljenj, da smo čisto enakovredno, enakopravno bili vedno vpeti v ta svet. Recimo obstaja dopisovanje med Janžekovičem in pa Maritenom v tistih 20 let, torej pred 100 leti, enem najpomembnejših filozofov. Torej on je mirno komuniciral z temi ljudmi. Ta vpetost, tako da pa potem tudi študentje se v času komunizma, dvomim, če so študentje naših državnih fakultet in univerz lahko tako svobodno hodili po svetu, kot je lahko šel nek teolog študirati v Innsbruck, bodisi na Oxford ali v Ameriko ali v Jeruzalem ali v Pariz. Tam so bili, ko si prišel z izkazom z ljubljanske teološke, si bil mirno sprejet brez kakršnekoli dvomov, kakšen je tam študij. In ta tradicija se zdaj tudi
nadaljuje, tako da imajo naši študentje možnost izmenjav, kar veliko izmenjav, čez 10 ali 15 v različnih krajih, jezikovnih področjih. Nekako najbolj, ali pa te prve izmenjave so bile s Katoliško univerzo v Lövnu, ki je ena najboljših kot univerza, ena najboljših univerz v Evropi. Potem pa glede na jezikovne te usposobljenosti se je iskalo tudi po bivših republikah, torej bivše Jugoslavije, Zagreb, tudi Beograd, ali pa na Poljskem, na Slovaškem tudi hodijo. In da ne pozabimo seveda Rima, to je pa kar naša stalna točka. Rim ima več univerz, ki so tudi specializirane za eno ali za drugo stvar, ali za liturgiko, ali bolj za filozofijo, ali za svetopismo. In to so, recimo, če samo pogledamo Biblikum, za Biblični inštitut v Rimu, to nekaj boljšega od tega si ne moreš na svetu zaželeti ali najti z tega področja, in tam precej naših mladih študira. Tako da znanja, ki so nam na razpolago, ali ta mesta izmenjav, jih je dosti, pa tudi štipendije se običajno najdejo. Če imamo res dobre kandidate, imamo zdaj enega, ki študira islamologijo, dober študent je bil, potrebe so, in se je dal vse urediti, da bomo dobili enega dobrega poznavalca islama. Jaz bi rad še en drug vidik malo izpostavil, ker se mi zdi tole izredno lepo, kar ponuja Erasmus. To pomeni, da omogoči mladim študentom, tako tistim, ki so duhovniški kandidati, kakor laikom, da se lahko izmenjujejo, pomeni, da gredo na tuje visokošolske ustanove, univerze in tam študirajo. Rad bi pa še izpostavil to obliko, ki jo pravzaprav ponuja tudi na nek način za Maribor, ko rečemo, da bi želeli en nov model, to pomeni z programom izpopolnjevanja karitativno delo. Pomeni ne samo, da gre nekdo študirati neko visokošolsko ustanovo, ampak da si pridobi praktične izkušnje. To pomeni, da v povezavi z nekaterimi že obstoječimi ustanovami, kot je na primer pri nas Caritas ali pa misijoni, da dobi zveze v različnih državah in tam skuša ugotoviti, kako na primer sociala poteka, skrb za uboge, potem za zapuščene, za pocestno mladino. In obenem, bi rekel, te izkušnje obogaten prinese zopet v Slovenijo, potem pa lahko še to nadgradi z nekim, bi rekel, izpitom na socialni zbornici, in to mu lahko odpre tudi pot v konkretne praktične poklice, katerih deficit je danes velik. Še posebej na sociali, pomeni skrb za bolnike. Ravno recimo sem bral na nekaterih statistikah, recimo kateri poklici do leta 2020 bodo iskani, in tu vidimo vsi poklici zdravstvene oskrbe, poklici povezani z skrbjo za starejše, nego na domu, organizacija odnosov v družini, gospodarstvo, ne pomeni, da bodo gospodarstveniki vedno bolj iskali tudi usposobljen kader, ki je pripravljen ustvarjati en dober tim, ali pa recimo razni futuristični poklici, kot je recimo odstranjevanje slabih spominov. Res je, to je prav poklic. Celo to vidimo kot nov poklic, ki še ni uveljavljen, ampak ugotavljamo, kdo ima najbolj, bi rekel, lahko dobre pogoje. Nekdo, ki je teologijo študiral, ki je obogatil svoje, bi rekel, temeljno znanje, potem ga nadgradil tudi z enim, recimo, karitativnim programom, ga oplemenito v praksi morda pri sosednjih državah ali pa celo zunaj meja, kot je Indija, Južna Amerika, ker bi mu to naše strukture omogočile.
in potem z nekim konkretnim izpitom bi lahko dobil gotovo prednost pred ostalimi. Ne? Seveda. Ja? Zdaj, ko smo ravno na še bi kaj dodali, mogoče to, kar je profesor Slatinek omenjal, če nismo bili dovolj jasni, gre namreč za to, da naši diplomanti, recimo, če ti diplomiraš na medicini in se specializiraš recimo za pediatrijo, te to nekako usposobi za en določen poklic. Naši diplomanti zdaj so bili nekoliko, niso imeli teh možnosti raznih poklicov v cerkvi ali pa kjer so se sami znašli in znašli so se največ recimo ali v medijih ali v kakšnih poklicih, ki imajo opraviti z ljudmi. Včasih so tudi kakšni, niti ne diplomanti, ampak ki so študirali teologijo, pa predčasno končali teologijo, so takoj dobili poklice na banki, ker so jim lahko zaupali. Tako da prva pot, ko si zapustil sredi študija teologijo, je običajno vodila prek Ljubljanske banke. Ja. In takrat so banke solidno funkcionirale. Ni bilo kakšnih katastrof. Ja. Morajo začeti vabiti teologa. Zdaj se je pa zgodilo to, da je socialna zbornica prav priznala en naš program karitativnega dela. Nekoč je bila to specializacija, se pravi, to je program, ki ima 36 kreditov, se pravi, niti ni celo študijsko leto, je dobra polovica. Program je organiziran tako, da se študira mogoče ob četrtkih, petkih ali ob sobotah, lahko tudi je prilagojeno za ljudi, ki so že kje v službah, ne? In tisti, ki naredi, torej, ki ima diplomo z teološke fakultete in potem še s tem programom, ima možnost, da napravi potem še izpiti socialnega varstva, s čimer pa si odpre vstop za delo v teh javnih ustanovah na socialnem področju, kot so domovi za ostarele in podobno. In to je to, kar je profesor Slatinek omenjal. Je pa še ena druga stvar, da ti naši študijski programi niso samo kopičenje informacij ali pa vedenja, ampak je velik poudarek na razvoju teh socialnih kompetenc, empatije, tako da študent pri nas ne dobiva samo znanja, ampak, kot sem že prej omenil, laboratorij pri nas je študent sam. Študent se mora spreminjati in cilj je to, da pride ven en diplomant, ki bo res imel izjemen posluh za ljudi, za delo z ljudmi, za njihove potrebe in mislim, da je našim diplomantom res prav ta program karitativnega izpolnjevanja nekako pisan na kožo. Kdo bi lahko na karitativnem, humanitarnem področju, na socialnem področju lahko bil bliže ljudem in bolj se približal kot nekdo, ki že pride s takimi ideali, ki jih potem še nadgradi, mislim, da tudi v okolici kar dobrih naših strokovnjakov in profesorjev in končno potem še z dopolnitvijo s tem karitativnim delom. Na tej točki predlagam, da si pogledamo en krajši posnetek samih študentov in njihovega mnenja o študiju iz Teološke fakultete enote v Mariboru. Pa lepo prosim. Teologijo študiram zato, ker prinaša vsestransko razgledanost, ker imajo religije posebno mesto v svetu, predvsem pa zato, ker verjamem moč krščanskega izročila. S študijem na Teološki fakulteti sem celostno začel spoznavati filozofijo, teologijo in religijo, kar mi je omogočilo, da zdaj spoznavam svet in aktualne dogodke v njem veliko širše in veliko bolj poglobljeno. Študij teologije mi je dal veliko splošnega znanja, veliko smo se naučili o humanistiki, družboslovju, velika prednost pa je, da nismo le številka, ampak smo povezani kot neka velika družina, kjer nam je vse omogočeno. Na teologiji sem rada, ker so čudoviti odnosi. Poudariti moram, da smo v razredu blazno povezani, ker nas je malo. In če bi se še enkrat odločila, se ne bi nič drugače odločila, kot sem se.
Dan danes živimo v hitro spreminjajočem se svetu in mislim, da je študij teoloških in religijskih študijev res ena taka dobra podlaga, da ti nek uvid, ki ga drugje ne moreš pridobiti, zagotovo zrasteš kot posameznik, kot oseba, gradiš na odnosih v življenju, ki so zagotovo najpomembnejši. Tako da dodiplomski študij tukaj je bil ena izmed najboljših odločitev v mojem življenju. Všeč mi je na faksu, ker se v bistvu vsi poznamo, smo si nekako blizu, tudi profesori so zelo v redu, vsak priskoči na pomoč, če karkoli rabiš, tako da teologija je res super. Pozna se, da so profesori res zavzemajo za to, da bomo študenti nekaj znali in zaradi tega je odnos odprt. Zaznati je tudi to strast, ki jo imajo med predavanji. Čutimo, da so notri, da so v stvari, da so polni znanja in to je najbolj lepa stvar, ki se lahko zgodi študentu, da lahko verjame profesorju, da tisto, kar govori, da govori resnico in da je to dojel sam v sebi. Teologijo študiram zaradi tega, ker mi pomaga postati boljši človek in ker mi nudi različne možnosti, ki mi omogočajo, da lahko pomagam ljudem na boljši način. Že od nekdaj me nagovarja ta svetopisanski svet. Med samim študijem sem vedno bolj raziskovala moj odnos z Bogom, pa tudi globino in skrbnost človeka. Pri samem delu z ljudmi se mi zdi to zelo neka dobra osnova, ker na človeka res gleda celostno in z njim tudi lažje potem delaš. Študij teologije mi je všeč, ker spoznavam verstva in religije celega sveta in se jih učim sprejemati odprtega srca. Študiram teologijo predvsem zato, ker me to že od nekdaj veseli. Sem me je pripeljala želja po učenju verouka. Študij mi daje zelo odlično podlago za delo z mladimi in otroki na župniji, hkrati pa mi daje tudi podlago za osebno življenje, saj s pomočjo študija rastem v odnosu do sebe, v odnosu do bližnjih in v odnosu do Boga. Teologijo študiram zato, ker obravnava teme, ki lahko pomagajo pri osebni rasti. Poleg tega pa še študiram zgodovino in se mi zdi, da se študija zelo ujemata. Meni je predvsem všeč to, da imam poleg kvalitetnega študija obenem še vedno dovolj časa, da tudi drugod dobivam kompetencije in izkušnje za svoje nadaljnje poklicno življenje. Za študij teologije sem se odločil, ker me zanima vse v povezavi z religijo, krščanstvom, svetim pismom. To je taki bolj intelektualni razlog, pa seveda tudi drugi razlog je pa bolj duhovni, osebni, ker verjamem, da bom tu na teološki fakulteti tudi lahko poglobil in utrdil svojo vero. Ja, torej, potrdila je se naša teza o zadovoljnih študentih, verjamem, da. In študentkah. In študentkah. Ja, je kar pestro, ne? Ni samo, da bi rekel, večinoma moški študij, ne? Tako, zdaj, kaj še da povemo? Gre tudi za doktorski študij, kjer pri vas se morda kdo odloči, pa potem nadaljuje, da še napravi doktorski študij pri vas. Katere smeri so najbolj nekako... To je bolj na... Ja, profesor Robert Tkovšek. Sodelujemo, oziroma imamo dva programa. To je program teologije in pa program humanistika in družboslovja. Tega izvajamo skupaj še z drugimi fakultetami in znotraj tega imamo področje religiologije, ki ga izvajamo skupaj s Fakulteto za družbene vede in filozofsko, pa mi. Mi sami, čisto sami, pa imamo področje teologije in pa zakonske in družinske terapije. In zanimivo je, da imamo tukaj zelo veliko število študentov, okrog 50. Vsega skupaj imamo redno vpisanih študentov 350, od tega 50 doktorskih študentov, plus tega imamo potem še okrog 150 študentov na izpopolnjevalnih programih, se pravi okrog 500 ljudi oziroma študentov, ki hodijo skozi naše predavalnice oziroma skozi naše referate, ki se pretakajo. Ne? In poleg tega imamo potem še en program vseživljenjskega učenja, to je tako imenovana duhovna akademija.
No, ampak tukaj na doktorskem študiju je veliko zanimanje za zakonske in družinske študije. Zadnje čase pa se krepi tudi zanimanje za verstva, torej za religiologijo, pa tudi za teologijo. Znotraj teologije pa imamo bodisi zelo teološke teme, lahko pa predvsem imamo pa tudi etike. Veliko je zanimanje za etiko. In mi je ravno zadnjič eden od profesorjev Ljubljanske univerze, ki predava etiko znotraj enega programa doktorskega, je rekel, veste, največ gradiva pa dobim v enem od vaših doktoratov. Pri nekom, ki je pri vas doktoriral, je delal to temo in tisto je moj vir, od kjer tudi jaz potem predavam svojim študentom. Tako da smo zadovoljni tudi s tem. Imamo tudi zelo uspešne študente. Eden od naših študentov je letos tudi dobil v tednu univerze plaketo za svoje odlično raziskovalno delo. Nekateri pa tudi že sodelujejo pri predavanjih. So že kot asistenti sodelujejo. Je takšen trend, da jih veliko tudi potem nadaljuje? Se jih veliko odloči za začetek svoje kariere ravno kot asistenti ali pa kot potem, da ostanejo na fakulteti? To je pa tako, kakršne so potrebe. In če so mi z veseljem vzamemo, sprejmemo medse v svoj krog, ljudi, ki prihajajo z nekim novim potencialom, energijo, z novimi spoznanji, ki odpirajo nove stvari. Kot že rečeno, imamo zdaj nekoga, ki upam, nam bo islam lahko kmalu predaval. Bi rekel, so mladi, ki prihajajo z novimi pogledi, ki jih tisti, ki že nekaj časa tam delamo, ne dohajamo več tako dobro. Torej, vse pa prilagodite, vedno ste odprti spremembam. Rekli smo, karitativno delo je v Mariboru tista zadeva, ki trenutno je najbolj aktualna. Univerzitetni študijski program prve stopnje religijski študij ter tale strokovni izpiti socialnega varstva. Kaj so še potem? To so moduli, ki jih malo razvijamo. Drugače, ravno sem odprl tole zgibanko, ki jo ponujamo študentom, torej ob 50-letnici. In tukaj so zapisane recimo nekatere misli prednosti študija teologije v Mariboru. Imamo pravzaprav 3 ponudbe. Torej ta, kot sem že večkrat omenil, prva stopnja teološki in religijski študij, to je 3 leta, 6 semestrov in je potem nekdo, ki to konča, diplomiran teolog. Kaj se lahko zaposliš kot diplomiran teolog? Ta je zdaj tisto, ko rečemo, da bi potem nadaljeval študij. Bodisi v nekih novih modulih, ali pa nadaljuje na drugi stopni. Druga stopnja je potem ravno ta ponudba zakonski in družinski študij, ki ga potem oplemeniti, da dobi naslov magister zakonskih in družinskih študijev, je 2-letni študij. Vse velika večina študentk, če govorim o ženskah, se potem pač tam vidi v prihodnosti. Potem imamo pa še odprt tudi dvodisciplinarni študij z Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru. To pomeni, da nekdo tam študira en študij, pa pri nas potem recimo kombinira z teologijo. Potem pomeni ona matična, mi smo pa sestrinska fakulteta. In tako pač ponujamo možnost tudi nekega, bi rekel, dvodisciplinarnega študija, ko postane recimo hkrati profesor nekega jezika ali pa neke smeri in hkrati teolog. Tako da veliko možnosti je in seveda tisto, kar pa je seveda zdaj prednostna skrb za Maribor, verjetno pa tudi gospod dekan potrdi, tudi za Ljubljano, kako navdušiti mlado generacijo, da bo malo bolj drzna v iskanju najprej ene dobre obogatitve temeljnega študija, potem pa ga nadgradi lahko tudi kako drugače. 2 stvari mogoče, da problem bolonjske reforme je v tem, da ne samo pri nas, ampak tudi po drugih fakultetah se ugotavlja,
da po 3 letih pravzaprav še nimaš neke prave izobrazbe za neki poklic, ne? Da potem moraš še nekaj nadaljevati še naslednji 2 leti. To je ena od kritik Bolonije, splošna. Druga stvar pa je, da si mi zdaj prizadevamo, da bi tudi ta prvostopenjski študij, teološki in religijski študij, še nekoliko prenovili in izboljšali, da bi bolj dihal z okoljem. Se pravi, da bi imeli po eni strani res dobro osnovo iz teologije in poznavanje verstev, istočasno pa bi ta študij se že nekoliko odpiral tudi v te bolj praktične stvari, kot je v karitativno humanitarno delo, zakonsko in družinsko terapijo ali pa mogoče celo usposabljal nekatere za intenzivnejše delo v cerkvi, recimo kot so diakoni. To so zdaj ti elementi, ki jih poskušamo še vnesti, da ne bi bili preveč teoretični, ampak da bi ostali teoretični in istočasno dihali tudi z okoljem. Morda bi še čisto na kratko, čisto možno je, da je med našimi gledalci tudi pa kakšen takšen, ki pa bi se odločil je slišal klic in bi se odločil za duhovniški poklic. Kako pa potem poteka študij? Koliko let traja? Torej, pri nas v Mariboru bi bil malo težje izvedljiv, ker do leta 2013, do takrat smo še imeli tudi enovit magisterski študij kot ponudbo. 2013 se je potem pač ta študij ohranil samo na matični fakulteti v Ljubljani. Tukaj pa zdaj poteka samo ta tako imenovani bolonjski, ki pa je za kandidata za duhovništvo malo premalo. Bi bilo tudi mogoče samo z nekaterimi dopolnili, pa bi potem del časa trajal, tako da potem v glavnem duhovniške kandidate pošiljamo v Ljubljano. In traja 5 let ta študij, konča se z nazivom magister teologije. V njem študirajo tako redovniški kandidati in kandidatke, in seveda duhovniški kandidati, pa tudi laiki. Tukaj pa je težišče ne toliko na praktičnosti, ampak na tej res, bom rekel, teoretični podlagi, ki je poznavanje teološkega nauka, filozofije. Bi rekel, da tukaj gre v prvi vrsti za nekakšno, v narekovajih, discipliniranje ali pa pričiščevanje duha. Tako da recimo, če pridejo potem naši mladi duhovniki v župnije, seveda morajo biti praktični, ne prav, da so praktični, ampak prav tako, ali pa mogoče še bolj potrebno pa je, da imajo pravo orientacijo, da vejo, od kje prihajajo, da vejo, kaj je njihova naloga, da so globoki v duhovnosti, temu je v poznavanju Svetega pisma, da poznavajo potem tudi razne sekularne nauke, filozofije. Poudarek je na tem. Seveda se potem ti duhovniki tudi še doizobražujejo v pastoralnem izpopolnjevanju in pa za laike, tisti, ki bodo pa hoteli naprej, pa zopet iščejo službo na različnih področjih, že omenjenih medijih, ali pa zopet, če se vrnemo k karitativnemu delu, je to zdaj en nov izhod, ki ga bodo lahko vzeli. Torej, toliko smo povedali mi. Več pa seveda lahko izvejo na informativnih dnevih, ki se pripravljajo 14.-15. februar. 15.-16. februar, tako. Petek, soboto, ne? Petek, soboto, ob 10. in 14. uri. Tako. Vse informacije seveda se nahajajo na spletnih straneh, tako da si dijaki oziroma bodoči študentje lahko poiščejo. V Mariboru se fakulteta nahaja v stavbi Adrianum. Tako je. Na Slomškovem trgu. V Ljubljani pa? Poljanska 4. Poljanska 4. Ja. Tako da
kdorkoli bi bil zainteresiran, več kot dobrodošel. Vse pomembne informacije bodo izvedeli tam, še pomembnejše, detaljne, kako bivati, kje bivati v študijski smeri in vse ostalo. Sicer pa zdaj bi vaju na koncu še prosila morda vsakega, kaj bi položila bodočemu študentu, ki bo sedaj prišel na informativne dneve, pa ki bo videl, da je to za njega, da se čuti v tej smeri, teološki smeri, filozofski smeri na vaši fakulteti, da bo našel to izpolnitev, to odločitev, najpomembnejšo v življenju. Kaj bi mu vidva podelila na srce, oziroma sedaj povedala, pa bi vas prosila, prodekan, profesor Stanislav Slatinek, prvo za vaše mnenje. Veste, zelo smo ponosni za vsakega študenta, mi se res posvetimo vsakemu posamezniku. Tukaj bo doživel res en lep sprejem, v celoti bo spremljan od profesorjev, od kolegov, mojih kolegov, ne, in bomo skušali ugotoviti, kam hrepeni njegova duša, ne, in tisto hraniti, ne, tako bi rekel, v celoti človeški, duhovni in ta čisto socialni vidik, ne. Tako da to. Hvala lepa. In še dekan, profesor Robert Petkovšek, kaj pa bi vi povedali bodočim študentom oziroma nagovorili? Jaz bi pa rekel, Bog ne daj, da bi koga silil, ne. To je, bi rekel, to pa je res en poklic, ki je lahko, oziroma poklic ali pa študij, ki mora priti iz čiste notranje svobode. Tisti pa, ki čuti, da je to lahko njegov ideal, da je to lahko njegova izbira ali da je to celo njegov klic, je pa tako, da če mu ne sledi, bo potem čutil v življenju, da bo vsaka druga stvar premalo, ne? Ker to je poklic, če ti hočeš biti celostno angažiran, tukaj ta možnost je in če izbereš manj kot to, jaz mislim, da je potem človek nesrečen. Predvsem pogumni morajo biti. Pogumni tako, ne se bati. Ne se bati. In to so tako pogumni študenti, da smo včasih profesori kar prestrašeni. Da profesorje prestrašijo, no, potem pa se ne bati. Najlepša hvala, zahvaljujem se obema za obisk v našem studiu. Želim čim več uspeha v letošnjem letu in naslednjem študijskem letu. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala lepa za današnjo pozornost. Seveda, videli ste, kaj se dogaja na Teološki fakulteti, tako v Ljubljani kot na enoti v Mariboru. Sedaj je možnost, je tudi na vas priložnost, da nagovorite svoje domače, svoje prijatelje, svoje ljudi, ki jih poznate, da naj se udeležijo torej informativnih dnevov, če jih seveda te stvari zanimajo in ostanite v naši družbi še naprej. Hvala lepa za pozornost.